predavanje posnel, tako da mislim, da se vam je zdaj prikazalo eno obvestilo. Bom pa zdajle še dal svoj zaslon. Takole. Evo. Upam, da se vidi. Zdaj, šli bomo po teh navodilih, ki sem jih vam poslal, upam, da ste jih vsi dobili. Pa tako, tek se lahko dogovorimo. Če imate kako vprašanje vmes, vprašajte ali po mikrofonu ali po chatu. Upam, da bom pravočasno videl. Drugače bomo pa tudi po koncu bom odgovarjal na kakšna vprašanja, če se bojo pojavila. Tako da, po želji. Torej, če gremo na začetku po navodilih, imamo po točki 1 administracija in urejanje šifrantov. Zdaj, vi kot skrbniki imate vedno tukaj gor še en dodatno opcijo, to je tale administracija. Tako nekako najlažje veste, da ste skrbniki. Ne. In če pogledamo, če se z miško postavimo čez, vidimo, da imamo dve opcije. Ena je administracija, druga je šifranti. Torej, če gremo najprej na šifrante, tukaj imate tudi potem par različnih opcij. Tako bom rekel, za vas sta najbolj relevantna mogoče tele predloge dokumentov in pa subjekti osebe. Torej, predloge dokumentov, to je tisto pač neka predloga, ki se doda. Subjekti osebe, to je pa nek ta imenik. Čeprav, če sem bolj pošten, to pride bolj upoštev za vašo glavno pisarno. Torej, za nekoga, ki dela v glavni pisarni. Tisto, kar pa je bolj pomembno za vas, je pa tale administracija. Tukaj se urejajo uporabniki, delovna mesta v sami organizacijski strukturi, nadomeščanje, obvestila, ki se pojavljajo v Krpanu in tako dalje. Torej, če gremo zdaj pod točko 2, administracija, urejanje in nadomeščanje. To je tale opcija. Zdaj, pri urejanju nadomeščanja je takole. Nadomeščanje si lahko vsak zaposleni sam uredi. Torej, da si nastavi, kdo ga lahko nadomešča. Ker pa seveda lahko pride tudi do različnih odsotnosti bolniških, ko pa si ne moreš sam nastaviti, pa potem pride skrbnik v poštev. In skrbnik lahko nastavi nadomeščanje zaposlenim v svoji organizaciji. No, takole ga lahko potem poiščemo, svojega zaposlenega. Jaz imam enega Janeza Testnega, ki dela v moji organizaciji. Vi bi pač vpisali svojega zaposlenega, torej tisti, ki je bolan, recimo, ko vpišete in bomo mu nastavili, kdo ga lahko nadomešča. Ga odpremo. Ok. Torej, za delovno mesto Janez Testni bomo nastavili nekoga, ki ga bo nadomeščal. Bomo kar rekli. Takole, jaz sem danes admin 2 in kliknemo dodaj pooblaščenca. Ok. Tole okno, ki se nam pojavi. Zdaj pri vsakem nadomeščanju lahko nastavimo več različnih vlog. Torej, naš Janez Testni ima vlogo glavne pisarne, torej pravico za glavno pisarno in pa navadnega uporabnika. Torej, jaz se lahko odločim, ali mu dam vse pravice, mu dam samo pravico navadnega uporabnika ali pa pravico glavne pisarne. Tukaj bi opozoril, saj imamo tudi, da če ne boste nobene kljukice dali, vas bo tudi potem, ko ste želeli shraniti, opozorilo. Torej, mi bomo dali kar vse kljukice. Naslednja stvar, ki jo lahko nastavimo, ni pa potrebno,
je pa sama datumska omejitev tega nadomeščanja. Torej, če na datumski omejitvi jaz ne nastavim nekega datuma, bo to pomenilo, da lahko jaz nadomeščam Janeza Testnega od danes naprej pa do skozi. Vkolikor pa če mu postavim neko datumsko omejitev, takole, na primer, in kliknem dodaj, bo pomenilo, da lahko ga od danes, 20.10. do 23.10. nadomeščam. Lahko dodam tudi več datumskih omejitev, torej recimo takole, tako, dodaj, in kar bo pomenilo, da ga bom jaz lahko nadomeščal med 20.10. in 23.10., potem ga ne bom mogel do 2.11. in potem od 2.11. do 13.11. ga bom lahko nadomeščal. In kliknemo na shrani. Takole. Zdaj jaz lahko Janezu dodam še veliko ostalih pooblaščencev, ki se bodo prikazali potem tukaj v samem seznamu. Če želim recimo urediti nadomeščanje, gremo na uredi in rečemo, ok, ne bom ga več nadomeščal kot glavna pisarna, vzamem kljukico, kliknem shrani, oziroma, če ga želim popolnoma izbrisati to nadomeščanje, pač kliknem na briši. In je to. Ok, zdaj, če je kako vprašanje. Torej, smiselno je pol, da vsak uporabnik sebi nadomeščanje ureja. Tako je. Tole pride pri vas upoštev bolj tako za, tako sem rekel, ko nekdo zboli ali pa recimo vodja odide na nek sestanek in ga nekdo mora nadomeščati, v tem primeru in nimajo nastavljeno. Primarno je pa tako mišljeno, da sam zaposleni zase vedno nastavi, kdo ga nadomešča. Vi kot skrbniki imate to opcijo, da nekomu drugemu tudi nastavite. Ker jaz kot navaden zaposleni imam samo opcijo, da samo sebi nastavim, torej kdo bo mene nadomeščal, ne morem pa nastaviti za svojega sodelavca, to ste pa potem vi. Ja, se pravi, za načrtovane si vsak sam, za načrtovane izostanke pa lahko eventualno admin pol nastavi. Tako je, tako. Tukaj bi dal en predlog, da se probate čim manj posluževati teh datumskih omejitev, ker v večini organizacij je tako, da se ve, kdo koga nadomešča in pa si nastavite neko nadomeščanje pač za skozi in se potem ta oseba lahko vedno prijavi, ko vas ni, da ni potem potrebno, kjer datum sem dal. Mislim, da je najbolj primerno tako, najbolj priročno, bom rekel. Peter, Ja. pokaži še, kako to izgleda, ko nadomeščaš, ne? Aha, ok. Aha, tu sem se že dal stran, tako da ne. Zdaj, torej jaz sem pooblaščen, da nadomeščam Janeza Testnega. Torej, jaz grem v svojega krpana in grem tule na nadomeščanje. In vidimo, delajte v imenu drugega. Torej, jaz lahko delam zdaj kot Janez Testni in kliknem na njega in bum, se mi pojavi pač pogled v krpano kot Janez Testni. Zdaj pa, če pa želim nazaj priti, nazaj v svoj pogled, grem pa v nadomeščanje in kliknem na svoje ime. Torej, delajte v lastnem imenu. Torej, to sem zdaj pokazal primer,
če boste vi kot skrbnik nastavljali nekomu drugemu. Recimo jaz kot navadni zaposleni lahko grem bom pa samo to opcijo imel, da še to pokažem, če bo komu prav prišlo. Torej grem na svoje ime zgoraj, nastavitve in pooblastila za nadomeščanje. In se mi bo ponovno tole prikazalo, ne. In tukaj pa jaz zdaj določam za svoje delovno mesto pooblaščenca. In po istem postopku, kakor smo prej imeli. Pač Janez Testni. Tole. Dodaj pooblaščenca. In se mi spet to, malo drugačen pogled je. Te datumske omitve niso tukaj, ampak so že kar tule. Je pa čisto po istem kopitu gre, ne. Torej, če sem navaden zaposleni, grem admin, torej svoje ime, nastavitve. Jaz kot administrator lahko grem pa administracija, nadomeščanje. Ne. Imam pa eno vprašanje. Zdaj pri nas je dostikrat, da nadomeščamo potem odsotnosti direktorja, ker nimamo nameščenega dejansko, ki ga nadomešča skozi. Kaj potem to lahko potem ven sprintaš ali kako, da veš, da recimo dobiš, da nadomeščaš? Ali kako potem, da to dobiš? Ker do zdaj recimo je tako, ne, prinesejo recimo, kaj sem pooblastilo, prinese v pisarno, reče, ti si recimo zdaj 14 dni namesto našega direktorja. Kako pa to potem urediš? A kaj, da natisnete? Ja, ne vem, no, se sem rekla, v bistvu to lahko zdaj samo še elektronsko potem, ne, tudi ostane noter in se točno ve, da je recimo v tej elektronski potem nadomeščanje ta in ta. Ja, vsaka akcija, ki boste vi pol naredili, torej, če tekle pogledamo, vsaka akcija, ki jo vi naredite kot nekdo drugi, se bo izpisala kot, torej, rečemo zdaj, admin kot Janez Testni, torej, Peter Florjan kot vodja, a ne. Vse, kar boste vi kliknali, se bo tek videlo. Če boste kak dokument kreirali kot vaš vodja, se bo izpisalo vaše ime kot vodja, a ne. Aha, dobro, hvala. Jaz se opravičujem, lahko, da sem prej preslišal, ste najbrž že povedal, ampak blokirano pooblastilo, kaj to pomeni? To bi pa v bistvu pomenilo, da se sam začasno blokira pooblastilo, da ga ne brišemo, ampak ga samo blokiramo. Aha, ker kljukica je bila aktivna skozi, ko ste nam dokazali, zato nisem razumel. Aha, okej. Še kako vprašanje glede nadomeščanja? Ne? Okej. Zdaj bomo pa šli naprej na naslednjo točko. Lahko sem jaz. Ja. Vsak, ki dobi, da nekoga nadomešča, dobi tudi elektronsko sporočilo. To je vse nastavljivo. Ja. Torej, če želimo nastaviti prejemanje elektronskih obvestil, lahko gremo takle, imamo nastavitve, imamo po osebnih nastavitvah, a ne, torej o dokumentih pooblastitelja, a ne, vsa obvestila, a ne, recimo. Ja, ni že tam kar gumbek dodatno pošiljanje obvestil? Tudi tam je gumbek, imaš več opcij. Torej. Torej, bi tole še dali tale gumbek, dodatno pošiljanje obvestil pooblaščencu. In bi dali zdaj shrani. Jaz bi še pokazal, kako umakneš pooblastilo za nekoga, ne? Aha, zdaj, tako sem prej rekel, če želim zdaj nekoga zbrisati iz seznama pooblaščencev, bi dal tule briši, a ne? Zdaj, to sem jaz kot skrbnik, a ne? Lahko pa tudi jaz kot zaposleni ali pa pač tisti, ki imam to nadomeščanje, a ne, a vidimo,
lahko delam v imenu drugega in če ne želim več delati v imenu drugega, imam tale briši zraven. Dobro, še kaj? Dobro. Potem bom pa šel na naslednjo točko, ki tukaj vidim, da so sistemska obvestila. Torej, to so ta obvestila, ki se izpišejo pač v taki paščku, tule gor se bojo izpisala. In gremo pod administracija in sistemska obvestila in dodaj novo obvestilo. Zdaj tukaj lahko samo svojo organizacijo izberete, pod kratek naziv, to je, bomo dali obvestilo, ko je že tukaj, in tukaj imamo spet neko časovno obdobje. Tako smo prej, po istem kopitu gre kakor za nadomeščanje. Če jaz nastavim neko časovno obdobje, torej od danes do petka, bo to obvestilo prikazano od danes do petka. Razen če ga samo uporabnik v svojem pogledu ne prekine. Če pa jaz tega ne nastavim, bo pač prikazano, dokler ga tudi sam uporabnik si ga ne bo priklical. Damo, ne vem. Takole. In kliknem shrani. Eno vprašanje, kaj je razlika med na levo kreiraj pa na desno shrani, pač, ko vidim, da je... Aha, tale gumb kreiraj je za kreiranje dokumentov. Ta gumb shrani je pa za to, kar smo bili v tem pogledu, torej, če smo novo obvestilo. Ta shrani se navezuje na to, kar trenutno gledamo. Tale kreiraj je pa... Univerzalni, v bistvu. Tako je, rečemo, univerzalni. Ok. Torej, če zdaj pogledamo, se potem takole izpiše vsem uporabnikom, torej jaz trenutno delam kot uporabnik na Zgodovinskem arhivu Celje, se vsem uporabnikom, ki bi bili na šolskem okolju na Zgodovinskem arhivu Celje, bi se pojavilo tole obvestilo. Recimo, sami uporabniki, to sem precej opazil, da si ne vejo, da dejansko s tem križcem pač odstraniš sam pogled tega obvestila. Ali se ta obvestilo prikaže, ko naslednjič odpreš browser ali ne, oziroma ko odpreš Krpana? Zdajle, ko sem ga s križcem, se ne bo več pojavilo. Meni osebno, torej meni se ne bo pojavilo. Jaz sem tudi obvestilo naredil, sem se mi med obvestili ne pokaže, na primer. Pa tudi kolega je tudi naredil, pa se mi njegovo tudi ne pokaže na tej začetni strani. Aha, a ste šli, torej sistemska obvestila, dodaj novo obvestilo? Takole. Ja, pač tudi tam v seznamu sta obe obvestili, sem, ko grem na to, na prvo stran, ni tam pod obvestili na desni strani nič napisano. Ne na desni strani. Tukaj so, ta obvestila so mišljena za to, kar vi delate z dokumenti. To sistemsko obvestilo, to je pa mišljeno, da se vsakemu uporabniku prikaže, Torej, bomo še enkrat naredili, ne vem, dajmo novo obvestilo. Tako? Aha, ja, vidim tam pod zeleno se opravičujem, nisem spremljal. Ja, razumem. Ok. Tukaj bi opozoril, da, sej pri vas nimate toliko podrejenih organizacijskih enot,
ampak to sistemsko obvestilo je na organizacijsko enoto, torej zgodovinski arhiv Celje, lahko izberem, tole pri dodaji obvestilo. Ne moram zdaj izbrati samo, ne vem, splošna služba, ne, da bi se samo njim, ampak se bo pač vsem prikazal. Takole. Zdaj, če želim urediti obvestilo, bi pač kliknil nanj. Takole bi shranil, tudi bi lahko recimo časovno obdobje spremenil. Kliknil shrani. In vidimo, se zdaj spremenilo v samo obvestilo. Zdaj, kaj boste obveščali uporabnike, je čisto na vas, če smo pošteni, mislim, takle iz izkušenj so večinoma ta obvestila takšne narave, ne vem, izvaja se nadgradnja sistema, mogoče v kaki izredni napaki, da se hitro obvesti uporabnike. Zdaj, za samo vašo notranjo organizacijo boste pa sami presodili, kaj je primerno za obveščanje svojih uporabnikov, ali ne. Mislim, bo nekdo drug najbrž to presodil, vi boste pač tisti, ki boste poklikali noter, ne. Še eno vprašanje, lepo prosim. Pri sistemskih obvestilih imamo gumb predogled. Kaj je smisel tega gumba predogled? Zdaj, smisel gumba je samo to predogled nekaj, ne. Torej, če napišem... Namreč, ker meni se nič ne zgodi, ne? Ne, tekle, če kliknem na gumb, treba je neko vsebino, predogled vsebine je to, ne. Torej, kar jaz napišem, torej obvestilo... Takole, obvestilo nadgradnji, kliknem predogled, in se mi nekako tule prikaže. Aha, ok, hvala. Ok. Še kakšno vprašanje glede sistemskih obvestil? Če je več obvestil kot eno, se pokaže samo eno, se vsa pokaže, ali se tisto, kaj je bilo zadnje dodano? Vsa se pokaže, torej, če bomo še eno dodali, takole, dajmo potem dodatno. Takole se potem prikaže, eno pod drugim. Zdaj tako je, če tukaj ni nekega omejitve, torej bo uporabnik videl to, dokler on ne bo kliknil pri sebi na tale križec in si ga odstranil to obvestilo. Kolikor imamo pa mi neko časovno omejitev, bo pa pač, rečemo, tale bo pač po današnjem dnevu bo zginil, tale test ur. Tako da, če se bojo devala če se dajete ta obvestila in ne boste dali neke časovne omejitve, in nekateri uporabniki, ki, ne vem, niso toliko računalniško vešči, se jim bo potem tukaj nabiralo, dokler ne bodo na X-e klikali, Tukaj pa je dobro, da se da neka časovna omejitev tega obvestila. Še samo to sem želel vprašati, tam pač ste dali prej obvestilo o nadgradnji, v tem primeru najbrž sploh ni dosegljiv vstop v okolje noter, se kako obvestilo prijavi že kar v prijavni maski? Ne, ponavadi je vedno dostopen sistem. Ponavadi nadgradnje delamo itak na MJU-ju. Bomo mi obvestili in tudi napišemo čas, od kdaj pa do kdaj predvidoma se ne bo delalo in moglo delati, ne? Branje z MJU-ja tukaj, no. Tako je, ponavadi že, ker vsi administratorji iz MJU-ja imajo dostop in
oni tudi takšna obvestila dajo, ne. Zato sem prej rekel, da za vas prije upoštev recimo ta obvestila za neko obvestilo glede vaše notranje organizacijskega postopka. Ne vem, če imate nekaj takega, da bi želeli vse uporabnike obvestiti, je to priročno, ko so najbrž vsi uporabniki, tudi uporabniki Krpana, ne. Pa sem pač, to morate tudi sami malo preveriti, a vam pride prav ali ne. Ok. Če je še kako vprašanje glede tega? Dobro. Zdaj bomo pa malo preskočili tele točke, sam se bomo vrnili nazaj k njim in bomo šli na točko 2.4, uporabniki novi, na strani 15. In sicer je to dodajanje novega uporabnika v Krpan. To je tudi, tako bom rekel, vaša naloga kot skrbnik Krpana, da pač dodate novega uporabnika v sistem. Torej, ko se nekdo na novo zaposli, ga boste vi dodali v Krpana. In sicer gremo spet administracija. To, da povem, tu se sam z miško čez postavite, se vam pokaže, isto pri tem in kliknete administracija. In v tem primeru bomo šli uporabniki in bomo kliknili na uporabniki. Zdaj, tukaj se nam bo pokazal seznam vseh uporabnikov in če jaz želim novega dodati, imam tule opcijo nov uporabnik. In bom klikal na nov uporabnik. Zdaj, najprej imamo tale zavihek osebni podatki. Bomo izpolnili, torej, bomo zdaj dali eno Marijo. Oblak. Zdaj bomo dali email. Takole in bomo dodali na organizacijo, Celje. Zdaj, ostali podatki, čeprav tudi načeloma email ni nujen, nujna sta samo ime pa priimek, ker imata tole zvezdico. Sam je pa dobro, da tudi pač email vpišemo. Ostali podatki so opcijski, a jih boste vstavili ali ne, je čisto na vas, večinoma jih ne. Po želji, Naslednik je za vas pomemben, tale osebne nastavitve, pač ali je v slovenščini, niti ne toliko, je pa tale identifikatorji. Tukaj pa se vpiše tole AD uporabniško geslo, ki ga vsak na novo zaposleni recimo prejme po mailu, ko se zaprosi za to, In sicer se potem vpiše nekako takole, AD, ponavadi je priimek, prva črka imena in potem neka dvomestna številka. Tukaj bom še hitro povedal, da velikokrat se zgodi, to sem opazil, da se pozabi tale dodaj identifikator, potem kliknati. To je potrebno kliknati, drugače se ne doda ta identifikator. Evo, vidimo. In se doda tule od spodaj. Zdaj, Peter, lahko sem trenutek. Jaz bi tukaj pozval in oziroma navodilo je tako, da vedno, ko boste imeli novega zaposlenega, morate preko Maksime napisati osnovne podatke, da vam mi kreiramo AD identifikator za tega novega zaposlenega. Se pravi, prvi vaš korak je poslati na Maksimo zahtevek po novem uporabniku AD, dejansko uporabnika, da lahko vas stavimo oziroma vpišete se v Krpana potem naprej. Toliko, no? Tako je Brane rekel, vi morate najprej pridobiti tale AD, tako po teh navodilih, da date v Maksimo zahtevek za zaposlenega. Vi potem prejmete, oziroma zaposleni prejme na svoj mail
te podatke, med njimi je tudi tole AD uporabniško ime in geslo. Vi boste samo tale upisali AD uporabniško ime in kliknili dodaj identifikator. Zdaj, tukaj bom se hitro navezal, recimo, če se uporabniku, ko se bo želel prijaviti v Krpana, vi bo imel nastavljene poverilnice, bo imel nastavljeno AD uporabniško ime, geslo na svojem računalniku in se bo želel prijaviti in se mu bo pojavila napaka in med napako bo tudi pisalo, mislim, da obrnite se na skrbnika svojega sistema, nekaj v tem smislu je velikrat to, da nima upisanega identifikatorja. To je prva stvar, ki je pa lahko greste preveriti od tega uporabnika. Okay. Naslednja je organizacija. Tukaj bom kliknil, kaj smo mu rekli že, Celje, in bom kliknil dodaj. Zdaj malo smotano, ko me pač vrže takole, če se vrnem nazaj, in bom kliknil je zaposlen. Zdaj, če vemo nadrejenega, ga lahko tu nastavimo, ni pa potrebno. Jaz ga ne bom zdaj nastavil in bom kliknil shrani. Evo. In zdaj je ta naša Marija. Evo, je kreiran. Zdaj, če bi jaz želel Marijo kakorkoli popraviti, vedno lahko kliknem na njo, popravim nek podatek, dodam nek podatek, identifikator, identifikator, če bi ga želel, če bi se zatipkal, pa bi kliknil dodaj identifikator, imam preprosto izbriši, bi ga ponovno vpisal, kliknil dodaj identifikator. Zdaj, velikrat se bo zgodilo, predvsem pri tistih, ki se poročijo, da bojo spremenile priimek in posledično recimo tudi spremenile e-mail, potem pač vpišete, ne vem, še nek dodaten priimek ali pa pač spremenite obstoječega. Če bojo recimo doktorat opravili, pač recimo lahko takole vpišete, primer, kliknemo shrani in imamo zdaj takole. Vidimo, imamo zdaj dr. Marija Oblak. Zdaj smo ustvarili uporabnika. Eno vprašanje. Ja. Ali je kljukica je zaposlen potrebna? Ne, ni potrebna. To se bo sam drugače subjekt pol v samem, kaj bi se reklo, tem v imeniku predstavil, kot zaposlen ali pa kot ne. Drugače, če boste kdaj pozabili to kljukico, tudi ne bo sistem propadel. Okay. Pa še tukaj bi jaz, tale DR, imate, če greš nazaj na osebni podatki, predpona pa pripona. Se pravi, če imate doktorja, magistre, so predpona, pripona je pa tukaj za imenom, tukaj lahko tudi dodajate. Za arhive smo mi dodajali z uporabo predpone in pripone. Pa dajmo tekle, pa bomo rekli, da se gospa Marija poročila. Ne, sem tudi, da povem, da arhivi imajo narejen na ta način. Pa Novak, evo. Takle, da se bo videlo. Pa verjetno je za pripono mislila kakšne nazive strokovne, ne? Tako. Dobro. Ok, zdaj smo mi tole našo Marijo ustvarili. Marija se je pri nas zaposlila, ustvarili smo ji, tako bomo rekli, račun v Krpanu, uporabnika Marijo Oblak Novak. Zdaj moramo pa določiti delovno mesto. Zdaj, a bo to novo ali pa obstoječe, bomo pa zdaj pogledali. In to gremo ponovno pod administracija. Zdaj bomo šli pa pod organizacijsko strukturo. In jaz bom tule pod organizacijo izbral torej Celje in bomo rekli, ta gospa
Marija, bo delala na strokovni službi in lahko grem tule do konca in tale ta prvi, uredi DM, uredi delovna mesta. Se nam bo pojavil seznam vseh delovnih mest v strokovni službi. Okay. Zdaj, tukaj moramo eno stvar ločiti. Ne? Eno je delovno mesto, eno je pa uporabnik. Torej, delovno mesto arhivista zaseda trenutno, delovno mesto arhivista pod signirno oznako 213, zaseda trenutno Janez Testni. Če bi jaz odstranil tule uporabnika, Janeza Testnega, bi to pomenilo, da delovnega mesta arhivist 213 trenutno nihče ne zaseda, Janez Testni kot uporabnik je pa še vedno v Krpanu, samo brez delovnega mesta. Ne. Ker ko mi signiramo dokumente ali zadeve, jih dejansko signiramo na delovno mesto, ki ga zaseda Janez Testni, ne signiramo na Janeza Testnega. Ne. To, da si boste malo predstavljali, zakaj to razlagam. Torej, če tale naša Marija, če dobi novo delovno mesto, gremo po sledečem postopku. Gremo dodaj novo delovno mesto in zdaj upišemo arhivist, recimo. Ne upis njenega delovnega mesta. To boste sami najbolje vedeli, kakšen ima upis. Naslednja korak je signirna oznaka. Zdaj tele grejo kar po vrsti. Naslednja je 214. Okay. Zdaj sem pa tule malo ustavil, tukaj pa zdaj izberete zaposlenega. Tukaj je ena stvar. Če se vam vaša Marija, meni se je pokazala, če pa je vi ne najdete v tem seznamu, se je pa ena stvar zgodila. Pozabili ste dodati ji organizacijo. Torej, še enkrat. Torej, Marija ima dodano organizacijo Celje in se mi prikaže tukaj. Vkolikor tega ne bi imela, se mi v tem seznamu ne prikaže. Ne? To je tudi pogosta taka stvar, ki se dogaja. Takrat se pač vrnete, poiščete pod uporabniki in ji dodate pač to organizacijo. Pa naziv delovnega mesta ni iz nabora? Ne, naziv delovnega mesta pa ni iz nabora, ampak je prosto vpisno polje in ga pač vi vpišete ročno. Ne vem, pač ponavadi se povzame, kak imate v pogodbi vpisano. V sistemizaciji, ja. Tako je, v sistemizaciji tega vpišete. Jaz sem pa zdaj dal arhivist, vi boste pač dali takega, ko vam bojo sporočili, da ga ima. To se da naknadno tudi vse popraviti, pač vpis delovnega mesta. Naziv delovnega mesta. Zdaj bom izbral tole Marijo in bom kliknil dodaj. Zdaj jaz lahko tale pogled tudi prilagodim, torej če želim si razporediti recimo po signirni oznaki, da mi jih razporedi po signirni oznaki, vidimo zdaj naša Marija je tule čisto na koncu. Če želim po uporabniku, kliknem na uporabnika. Ne, zdaj mi je po abecednem redu. Če želim, da mi obratno, kliknem tako. Ok, zdaj pa, če naša Marija ima že pravico delati na tem delovnem mestu. Če pa zdaj jaz želim še kakšne dodatne pravice dodati, grem pa na tale svinčnik na koncu, uredi delovno mesto in se mi pojavi en tak malo bolj strokoven pogled, Zdaj,
tukaj vidimo spet signirana oznaka, naziv, opis, opomba, to so isti podatki, kot smo jih prej videli in bi jih lahko tukaj tudi popravili. Zdaj, kar je za vas najbolj pomembno, so tele kljukice, ki jih ima tukaj od spodaj. Zdaj, privzeto dobi vsak uporabnik, ki ga mu dodamo delovno mesto, torej vsako novo delovno mesto dobi tole kljukico, uporabnik delo z dokumenti in zadevami. Ta kljukica bo vedno že avtomatsko se dodala. Zdaj bi pa tule dal en predlog, da vsaj na začetku, recimo, če boste razmišljali, bo en vodja prišel ali pa nekdo, ki dela v glavni pisarni, katere kljukice mu dodati. Najlažje se je takole, to sem tudi jaz malo iz osebnih izkušenj, pač pogledate, da se vprašate, ta Marija Novak bo delala isto delo, kot kdo? Kot recimo, ne vem, Vesna Kočevar. In pogledate, kakšne ima pravice Vesna Kočevar in ji iste pravice dodate. Zdaj lahko tudi malo povem, ostale. Najbolj pogoste so tole, za glavno pisarno se doda tele dve, torej odpiranje zadev, vidnost vseh zadev. Medtem ko recimo za nekoga, ki je pa vodja, se ima pa potem dodajo tele tri. Torej, vodja nosilec organizacijske enote, potrjevanje in podpisovanje in vodja vidnost zadev na nivoju OE. Okay. To je bil primer, ko je naša Marija Oblak dobila svoje čisto novo delovno mesto. Ker pa večinoma ne boste imeli takih primerov, boste imeli primer, da bo prišla Marija Oblak Novak na mesto nekoga drugega, zdaj, recimo bomo vzeli tega Janeza Testnega. Mi v vsakem primeru moramo ustvariti račun po istem koraku, zdaj pa namesto, da bi dodali novo delovno mesto, jo lahko samo tule zamenjamo na Janezu Testnemu in bi jo tukaj dodali. Tako. Imamo tukaj kako vprašanje? Jaz imam vprašanje, lepo prosim. Če gre neka oseba iz enega arhiva, recimo v drug arhiv, to imamo sedaj Mariboru primer. Aha. Iz enega arhiva Mariborskega recimo v Celje, ali pa iz Celja v Ljubljano, ali pa ne vem. Zdaj. Ostane v sistemu, seveda, ne? Tako je, v tem primeru bi pa recimo, kaj smo rekli, kam? Recimo v Celje, vse eno. Ok, no, jaz se. V tem primeru bi potem recimo bilo tekle, mariborski skrbnik bi dodal organizacijo, bi uporabniku dodal tule organizacijo. Imamo tale, takole. S tem bi ona postala tudi na voljo skrbniku. Pač bi imela dve organizacije. In zdaj tisti v odhajajoči organizaciji, bi se mogel, ker vedno se je treba vprašati, najbolj pomembno vprašanje je, ko nekdo odhaja iz organizacije, kaj narediti z njihovimi dokumenti. Ali bomo iz tega delovnega mesta, torej recimo Marija Oblak odhaja, ali bomo iz tega delovnega mesta predali na nekoga drugega, torej Janez Testni, to je ena opcija. Zdaj, če vemo, da iz tega delovnega mesta, da bo nekdo prišel, samo bo pa prišel šele čez, ne vem, 2 tedna, 2 meseca, jo vedno lahko samo umaknemo in si damo eno opombo.
tole, ne? In ko bo pač čez 2 meseca ali pa čez 2 tedna nekdo prišel, ga bomo samo postavili na to delovno mesto, ker tako je. Takoj, ko jaz postavim nekoga na delovno mesto, postane nosilec dokumentov, ki so vezani na to delovno mesto. Ne. Zdaj, tukaj je pač več različnih opcij. Mogoče malo problem nastane, če je potrebno iz enega delovnega mesta te dokumente, ne vem, predati na Janeza Tesnega pa na Milana Štefanca, ne, takrat se pa mora opraviti potem predaje dokumentov, ne. Še kakšno vprašanje, Vajna gospa vmes? Hvala. Jaz sem se oglasila. Tam, ko določaš vloge, kaj so na desni strani tisti kvadratki, se pravi za podrejene? Kaj to pomeni, velja za podrejene enote? Zdaj, kakor se mi zdi, bom takole malo bolj pokazal. Katera organizacija ste videli? Bom kar na vaši pokazal. Kar daj nazad. Gabi pri telefonu, tule. Torej, če se gremo nazaj. Torej, velja za podrejene enote. Kar bi pomenilo, torej, ZAC ima podrejene enote splošna služba, strokovna služba. Ja. Samo nekaj da vidim. Torej, kar bi pomenilo, če bi nekdo imel na delovno mesto na tejle enoti, kar ga pa pač nima, a ne, če bi pa imel in bi imel tukaj vlogo na tej delovni enoti glavne pisarne in bi imel še tole kljukico, bi pomenilo, da se mu za vse, bi imel tudi glavno pisarno za vse podrejene enote, torej skupna splošna služba, skupna strokovna služba. To je zelo dobro za vidnost. Torej, če je nekdo vodja in ima delovno mesto tule z AC, ne, in mu damo tole vidnost zadev na nivoju OE in mu damo tole kljukico na desni strani, pomeni, da se bo po vseh podrejenih enotah ta vidnost zdaj porazdelila. Bo dobil vidnost še na teh podrejenih enotah, ne. Zdaj mislim, če koliko sem gledal, recimo Koper ima tudi tako, recimo, samo ni tule, nima noben, vsi imate delovno mesto ali na strokovni službi Kopra pa na strokovni službi Pirana, ne. Če bi nekoga arhiv in bi mu dodali ta desno kljukico, pomeni, da se mu ta pravica na vse podrejene, torej takole dol dobi, a ne, to pomeni. Ponavadi je to zelo dobro pri tej vidnosti, ker če bi mu dali recimo strokovna služba PAK in bi mu dodali vodja vidnost zadev na nivoju OE in tole desno kljukico bi pomenilo, da bi on lahko videl in za tole svojo, ter za Koper in za Piran, a ne. To pomeni. Okay. Zdaj, bomo tako pokazali, kot tole je taka fina, ko jih je več. Nekdo, ki je zaposlen na, bomo kar prvega vzeli, tole Teo Krašovec, ki je zaposlena na delovno mesto na strokovni službi Koper. Zdaj ona je uporabnik, ima to navadno pravico, no še, v bistvu je kar vodja, ne. In recimo, ona ima zdaj pravico vidnost strokovna služba Koper, a ne. Zdaj, mogoče bo pa, zdajle, ko je pa korona, bi pa ona še malo pomagala na strokovni službi Piran, a ne. In v tem primeru bi vloge v organizacijskih enotah in bi jih dodali
torej strokovna služba Piran, bi dodali še vlogo na tej strokovni službi Piran. Tukaj bi pa rekli, tukaj bo pa ta gospa samo navaden uporabnik. Takole, a ne. To je en tak primer. Ne vem, koliko pride upoštev pri vas, ampak to, da boste razumeli malo koncept. In zdaj ona lahko dela na strokovni službi Koper kot uporabnik, lahko odpira zadeve, je vodja, medtem ko za strokovno službo Piran je pa samo uporabnik in lahko dela samo kot uporabnik. Zdaj, ko pa želimo odzeti, pa samo kliknemo na tale križec in zdaj odzamemo to pravico. Peter, čeprav razumem, bi to prišlo recimo v upoštev za zaposlene, ki so v tajništvu oziroma glavna pisarna. Oni so večinoma v splošni službi in da vidiš še dokument od strokovne službe, bi jim mogli dati vlogo še na strokovna služba, glavna pisarna. Tako recimo tule v tem primeru. Tako, v tem primeru bi nekoga, ki je na splošni službi, rečemo tale gospa poslovna sekretarka. Tako, bi mogla biti še... Bi dodali še, recimo, strokovno službo, in bi zdaj, ne vem, dodali še tukaj pravice, recimo, tole vidnost, ne. Strokovna služba ali na celoten ZAC? Čist, v tem primeru je pa čisto ena, ker sta samo dve enote, organizacijske enote. Lahko bi tudi takle dali, bi lahko tudi dodali takole, ZAC, in bi tukaj dodali vidnost in bi s tem, s to pravico pridobila vidnost tako za splošno službo, kot tudi za strokovno službo. Pa seveda še takole, Ker ZAC je primarna organizacija, ki ima podrejene splošno službo in strokovno službo. In kolikor imaš pravico na ZAC-u za vidnost in za vse podrejene, boš potem videl tudi zadeve na splošni službi in na strokovni službi. Ker sta pa samo dve enoti, je pa čisto vse v tem primeru, ali dodam ZAC ali pa strokovno službo. To bi bolj recimo v Kopru prav prišlo, ko jih je bilo malo več, tam bolj porazdeljeno. V bistvu bo treba pa pri vseh arhivih pregledati, ali imajo zaposleni v tajništvu pravice za celo organizacijo. Ja, recimo. To bi bilo zelo dobro. Recimo, kot smo rekli, recimo nekdo v splošni službi na Kopru, torej tale, vsi vi ste prisotni, kakor sem prej videl. Ja, smo. Torej, recimo, če pogledamo vašo pravico, vi imate zdaj pravico splošne službe PAK, in imate pač vidnost vseh zadev. Zdaj, če v vašem primeru bi bilo pol najboljše takole dodati, zato, ko imate Piran, Koper, lahko bi posebej, lahko bi takole dali, najprej Koper, potem Piran, in bi vam na Piranu dodali glavna pisarna vidnost vseh zadev, ali pa potem še Koper, vidnost vseh zadev, tako. Ali pa bi pač preprosto takole dali Pokrajinski arhiv Koper in bi vam na temo dodali takole in pa na odpiranje, takole vidnost in takole. Zdaj, kaj bo to pomenilo, recimo ta glavna pisarna vidnost vseh zadev, je točno to, da lahko pač imate samo vidnost vseh zadev, da lahko delate. Recimo, če boste želeli en dokument uvrstiti v zadevo, ga boste lahko uvrstili v zadevo, ki je signirana nekoga na Pokrajinskem arhivu Koper. To tudi pomeni. Se vam bo prikazala, da boste dobili to opcijo.
To je v redu, je logično, pri nas je tudi recimo prej, ko ste, Nada Čebej iz Kopra, ko ste ravno primer arhivistke pokazal v našem arhivu, je recimo vodja službe za Koper in za Piran in je tudi v tem primeru na strokovni ravni pač ta delitev oziroma pooblastila, ki jih dobi uporabno. Ne samo za glavno pisarno, tudi na strokovnem področju. V redu, saj to je bil pač, tudi se lahko, kateremu koli zaposlenemu se lahko pač to doda, ne. Torej, recimo, če smo rekli, Piran, zdaj tek je, moramo eno stvar pa tukaj zdaj razločiti. Eno so vloge, eno so pa delovna mesta. Torej, če jaz dodam delovno mesto na strokovni službi Piran, tele gospe, ko je bila prejle. Nisem imela v misli delovno mesto, zgolj samo kot pristojnost, pooblastilo, ki ga ima. Aha, no, v tem primeru bi pa na tak način, bi pa potem, torej ta Teja Krašovec, bi se ji dodalo tule, torej Piran, in bi ji potem tukaj dodali, pravice, to ste mislili, Ja, tako, to sem mislila, ja, hvala. Tako. Ok, še kako vprašanje glede novih uporabnikov? Zdaj ne vem, koliko sem šel točno po teh navodilih, če tukaj kaj takšnega. Ok. Zdaj bomo pa, torej, če skočimo malo nazaj. Aha, se smo že večinoma prošli. Zdaj bomo pa skočili tule čisto na konec, predaje dokumentov. Tole bomo zdajle naredili. To je pa na strani 35.4. Tako sem prej omenil, predaja dokumentov se opravi, ko nekdo zapusti, en uporabnik zapusti delovno mesto in želimo iz tega delovnega mesta, pa tudi ni potrebno, da zapusti to delovno mesto. Je v bistvu samo to pomeni, iz tega delovnega mesta predamo dokumente na neko drugo delovno mesto. Zdaj, tehnično samo to tako pravimo, imamo več načinov, kako to narediti. En od teh je, da gremo administracija, predaja dokumentov. In tukaj lahko zdaj jaz izberem, iz katerega uporabnika, torej rečemo, jaz sem imel že enega kreirana, tega Janeza Testnega, da bom predal na, bom kar na sebe dal, takole, admin. Okay. Naslednji podatek, ki ga pri tem izpolnim, je tale status teh dokumentov. Torej vsi dokumenti, pač vsi dokumenti, ki so signirani na tole delovno mesto. Ali pa aktivni, torej vsi, ki niso zaključeni, ali pa samo vsi, ki so zaključeni. Torej, če pustim pri vsi in kliknemo sveži, se mi zdaj prikaže seznam vseh dokumentov, ki jih Janez Testni imel, on je bil glih najbolj prijen, imel samo 3, to za malo za prikaz. In če zdaj, torej 3 dokumenti, in če grem s temle plusekom, se mi prikaže seznam dokumentov, ki jih ima Janez Testni. Če so tole vsi odkljukani, pomeni, da bom vse naprej predal, lahko kjer ga stran odkljukam, torej zdaj bi sam obvestilo predal. Mi bomo pa takole naredili. Mi bomo pa zdajle samo zaključene dokumente predali iz delovnega mesta, ki ga zaseda Janez Testni, na delovno mesto, ki ga jaz zdajle zasedam. Spet kliknem, dal sem zaključeni dokumenti in kliknem osveži. Vidimo, se mi je pa zdaj sam en dokument pojavil,
Če pogledam, je to ravno to obvestilo. Naslednji korak je zdaj, da kliknem izvedi predajo. Če boste imeli kaj več dokumentov, pa bi si radi naredili en pregled, kliknete tale izvoz v Excel. In se vam bo takole pač seznam dokumentov, ki jih imate v bistvu tule, od spodaj se vam bo naredil. Torej, kliknem izvedi predajo. Zdaj pa tukaj bi se pa jaz ustavil, to, da razložim tele, ker to je pa taka malo pomembna stvar pri predaji dokumentov. Zdaj, ta prvi je precej pomemben, dodaj oznako. Tukaj bi jaz vedno predlagal, da date kljukico. Torej, če pogledamo, kaj se bo zgodilo. Tale obvestilo se bo predalo iz Janeza Testnega na name admin 2. Če te gledamo, obvestilo bo prišlo do mene in če ne bo imelo neke oznake, se bo pač med vse moje dokumente združilo. Ne združilo, ampak ne bom mogel ločiti ga potem ven, razen če bom točno napisal številko tega dokumenta. Če pa jaz dodam oznako, bom pa lahko točno po tej oznaki vedel, kjer je ta dokument, ki je bil predan od Janeza name. To je tako, da bi si ta rumen listek gor pripopal. Zakaj bi bilo to pomembno? No, ena stvar je, ker lahko se zgodi mogoče čez 2 dni, da se bo ta predaja na nekoga drugega zgodila, ali pa samo to, da pregledamo te dokumente. Ta oznaka se lahko naknadno tudi potem odstrani brez problema in se pač potem ne vidi tega. Jaz bi vedno predlagal tale oznaka, da se doda. Naslednje pa kljukica zahtevkov ne predaja, ampak jih zaključi. To pa zdaj pomeni, če je Janez Testni poslal nekomu kako nalogo ali pa recimo v vednost, da se to zaključi, da se naloga zaključi ali pa to v vednost, da se zaključi. To pa čisto po želji. Jaz ponavadi vedno dam kljukico in kliknemo izvedi predaja. Takole. Zdaj poročilo predaje, če še to pogledamo, to je pač en takle tekst, Text file se odpre. Tu bi v bistvu, če bi bila bolj pomembno, če bi bila kaki neuspešno predani dokumenti, ne bi se tukaj upisalo noter. Bi potem lahko videli, kaj se ni predalo. In kliknemo v redu. Torej, zdaj pa lahko pogledamo, kako to izgleda. Zdaj smo predali to obvestilo iz Janeza Testnega, name kot admin 2. Ok. Torej, jaz kot prejemnik tega dokumenta ga vedno lahko pogledam pod dokumenti, ki je bil to zaključen. Moji zaključeni, vidimo obvestilo, Tanja Novak, to je ta dokument, ki je pa zdaj signiran name. In ima tudi tole oznako, predaja Janez Testni. To vidim tudi takole, osebne oznake, predaja Janez Testni. In lahko kliknem in bi se mi zdaj pokazal v seznam dokumentov, ki so bili predani name. Zdaj, če jaz želim odstraniti to oznako, je čisto preprosto. Kliknem na uredi osebne oznake. In bi lahko kliknil briši. Zdaj bom pa pokazal, zakaj je ta stvar priročna. Tudi še po eni drugi strani. Vkolikor jaz zdaj želim naprej predajo dokumentov narediti, torej jaz kot admin 2 in želim recimo Janezu vrniti te dokumente, meni ni potrebno iskati, kateri so to bili dokumenti, ampak se mi je tule pojavila še ena opcija, oznake uporabnika in pogledamo, evo, takole
in ko bom kliknil sveži, se mi bo samo to obvestilo prikazalo. A ne? Lahko eno vprašanje? Ja. Nina Bostenčnik, Pokrajinski Maribor. Kako pa, jaz sem zdaj predala vse svoje dokumente eni Maji, ne, ki sem jo kreirala. Ja. Jaz vidim zdaj pri sebi, da so bili moji dokumenti predani Maji na svojem profilu. Zdaj še vidim vse dokumente svoje. Persep ne vidite, a ne, ker je zdaj, ko vi upravite predajo, torej, ko je upravljena predaja iz tega, torej admin 2 na Janez Testni, pač postane Janez Testni zdaj nosilec teh dokumentov. Zdaj, če jih vi vidite, jih mogoče vidite, zato ko imate pač tako pravico, da vidite tudi njegove dokumente, a ne. Ja. Sam tale prejemnik, torej ta vaš testni uporabnik, ki ste ga kreirali, pa potem vidi takole, ne, če ste dodali oznako, pa on jih potem recimo takoj vidi tukaj, a ne. Jaz jih v glavnem ne bi smela več videti, ne? Od tista, ki so mi vzeli dokumente. Ne. Okay. Še enkrat, ne bi smeli jih videti, razen če imate pač določene pravice, da jih lahko tudi od ostalih vidite dokumentov. Ja. Kaj pa dobi tisti, ki se mu dokumenti odvzamejo pa predajo drugemu, kakšno obvestilo, da se je to zgodilo? Ne, samo tule dobi pod osebno oznako. Okay. Zato bi še enkrat, to iz lastnih izkušenj lahko povem, dajte to kljukico, ki je res je priročna in vam, zato ker pri malo večji količini dokumentov, če te kljukice ne bo, a ne, in se slučajno pa zgodi, da vi predate na nekoga napačnega, ali pa da se čez 2 tedna odločijo vodilni vaši, da bi pač zdaj ne bi temu predali zaposlenemu dokumentu, ampak nekomu drugemu, jih ne boste več mogli ločiti med sabo, a ne, jih boste mogli dejansko potem pokljukati. Ne. Okay. Še kakšno vprašanje glede predaje dokumentov? Zdaj, to, da še pokažem mogoče kaj takega. Tukaj si na pokazu predaja dokumentov, ali to grejo tudi zadeve zraven? Ja, tu gre vse, v bistvu sem govoril dokumenti, gre pa se za vse, torej, če pogledamo, bom takole pokazal. Torej, zdaj ima Janez Testni, vidimo, eno zadevo, tole, to je zadeva, in dopis, to je pa dokument, torej zadeva, dokument. Če bi jaz samo takole predal naprej, bi se samo ta zadeva presignirala na admin 2, medtem ko ta dokument, ki je pa v tej zadevi, bi pa ostal ta dopis, bi pa ostal na Janezu Testnemu. Tako da tukaj bo seznam čisto vsega, kar je signiranega na Janez Testni. Zdaj jaz imam, pač, ker sem to sem tako malo za primer pokazal, drugače boste tukaj imeli vse, izhodno pošto, zadeve, dokumente, dejansko vse, kar je nasignirano na Janeza Testnega, se bo v tem seznamu dol prikazalo, če boste dali vsi, a ne. Če boste pa dali aktivni, pa samo tisti zadeve in dokumenti, ki niso zaključeni, torej, ki so v stanju zadeve v reševanju pa nerešene in dokumenti, ki niso zaključeni. A se na ta način predaja tudi v stalno zbirko? Ne. Stalno zbirko se na drug način predaja, tole je samo predaja iz enega delovnega mesta na drugega. Okay.
Še kakšno vprašanje? Dobro. Ja, v bistvu mene pa vseeno zanima, v čem je smiselnost predaje dokumenta brez zadeve? V čem je smiselnost predaje dokumenta? A lahko mi da to kasneje ali še koga zanima? Jaz mislim, da zadeva mora imeti noter vse dokumente, a ne? Zakaj bi predali samo en dokument? Zakaj bi predali samo en dokument? Ker se da. Ja, dejansko, ker se da. Ja, logično pa ni, ne, zaradi tega, če gremo zdaj, ti dobiš vlogo, ki jo rešuješ, a ne, in to vlogo potem dejansko ti imaš že vlogo od strani stranke zraven, potem pa seveda tvoj odgovor in dejansko je to zadeva in če predajaš, potem dejansko predaš celo zadevo, ne samo recimo odgovor, odgovor kot dokument, recimo kaj sem vlogo, pa ne. Ker sledljivosti potem ni, ne. Jaz tukaj vidim eno drugo zadevo oziroma možnost, Nada Čibej, in sicer ne samo zato, da predaš v celoti neko zadevo drugemu delovnemu mestu oziroma nekomu, ki na drugem delovnem mestu nekaj upravlja. Lahko se da v pristojnost tudi posamezni dokument neki osebi v reševanje, ki morda ni upravičen za videti celo zadevo. Ni nujno samo en dopis v zadevi. Ja. Pa ni gospod Peter ravno rekel, da če daš kljubico stran, se samo zadeva, ne pa dokumenti prenesejo, ali sem narobe slišal? Ne, oboje moraš. Tako je. Če pogledamo tole zadevo, a ne. Torej, tale zadeva ima ta dokument notri, ta dopis. Torej, če jaz pustim kljubico samo pri zadevi, se bo presignirala samo zadeva, medtem ko dopis bo pa ostal signiran na Janeza. A ne? Če pa pač pustim kljubico pri obeh, se bo pa presignirala, torej se bo presignirala tako zadeva, kot tudi ta dopis v tej zadevi. Jaz mogoče uporabno vrednost vidim pri tem, da se napačno dokument uvrsti v pač nepravo zadevo. V tem trenutku se pa to lahko uporabi, ne? Tudi se lahko, ja. Da se na tak način potem preda iz enega. Pravo zadevo, ja. Uvrsti, ne? Kaj pa vem, zdaj ne bom se delal, kot da točno poznam vaših postopkov dela na arhivih. Zdaj, če imate kakšne take primere, da na eni zadevi je več sodelujočih in potem vsak svoj dokument noter vstavlja v zadevo, a ne. Kar bi pomenilo, da ima ena zadeva dokumente vsebuje dokumente, ki imajo različne nosilce primera, ne. Ja, to se lahko zgodi, ja, da imaš recimo eno vlogo, ki mora biti prisoten, recimo tisti, ki rešuje z področja uprave ali pa tudi z področja pravosodja, ne, ker lahko se dopolnjujejo stvari, ne. No, recimo, nekaj takega. Ok. A je še kaj glede predaje dokumentov? Zdaj, predaje dokumentov lahko opravimo tudi če takole pogledamo, bom še eno stvar pokazal. Če mi v organizacijski strukturi lahko tudi izbrišemo delovno mesto, a ne, in sicer z
s tem križcem, ne, izbrišemo delovno mesto, lahko vedno potem tudi s tem ne izbrišemo, torej če jaz izbrišem delovno mesto, s tem ne izbrišem tudi dokumentov, ki so vezani na to delovno mesto. Ne. In potem lahko tudi predam iz izbrisanega delovnega mesta. To je res skrajni primer, ponavadi se vedno se dela, to je v bistvu, če bi se zmotil, pa si izbrisal delovno mesto, tako da veste, da se z dokumenti ni nič zgodilo, da se niso s tem uničili, ampak se samo tisto delovno mesto izbrisalo in se vedno še da iz izbrisanega delovnega mesta potem preda dokumente na recimo eno obstoječo delovno mesto. Ponavadi se pa vedno, tako bom rekel še enkrat, prva stvar je, ko nekdo odide iz delovnega mesta, iz vaše organizacije, da se vprašate, kaj se zgodi z njegovimi dokumenti. To se meni zdi tisto najbolj pomembno vprašanje, pa se gre po korakih naprej, kaj se zgodi. Kako vprašanje? Okay. Zdaj pa takole, bomo naredili kako pauzo ali še mogoče malo tele predloge dokumentov skočimo čez. Mislim, lahko predlagamo 10 minut pauze? Ja, lahko, ja. Se strinjam. Vse pritegnemo malo, no? Ja. Lačni. Ok, fino. Kaj rečemo? Ajde, rečemo 20 do... Ok? Ok. Redo. Ok, super.